Gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z menoj naša stalna komentatorja, Luš Petinačin pa Miran Videtič, oba lepo pozdravljena. Zdaj, za začetek bi rekel takole, no, to oddajo snemamo ravno v času, ko bo Zoran Janković povedal, ali bo znova kandidiral za župana Ljubljane ali ne, 6. po vrsti, ima to veliko fešto na Ljubljanskem gradu. Zdaj, po moji oceni, ne vem, če se strinjala, bo napovedal, da bo kandidiral. Ne? Zdaj, tega ne moramo 100% vedeti, ampak recimo, da se lahko o tem pogovarjamo. Aljuš, kaj ti meniš? Ja, jaz računam, da bo napovedal, da bo kandidiral. Ja. Mislim, da ne vem, kaj bi se moralo zgoditi, da ne bi kandidiral. Tudi neke informacije niso prihajale v javnost zdaj v tem času, da pač, ki bi kazale na to, da kandidiral ne bo. Se mi zdi bolj zanimivo dogajanje okrog te njegove morebitne kandidature, ne? Se pravi, kdo bo še kandidiral. Ne? Kdo naj bi še? Kdo naj bi še, ja. Zdaj, imeli smo tisti famozni intervju poslanca Žavbija, ne, v Reporterju, ne, kjer je on pač izrazil že podporo Zoranu Jankoviću. Ja, pa ne, dal je tudi neko napoved, da se mora vsa levica poenotiti okoli Zorana Jankovića. Ja, tako da očitno tu nekaj se razmišlja, ne, tam, da bi bili kakšni protikandidati iz tega tabora resni, ne, ker do zdaj so tudi bili, ampak tak je bolj važno je sodelovati, ne zmagati. To bo zdaj zanimivo videti, bojo se pojavili, nekaj imena tudi že krožijo, ali se ne bojo, no. To, kar je Miran poimenoval nekje drugje zagrebški scenarij, ne, jaz bi rad zdaj takoj uvodoma že povedal, da če prije do te situacije, da bosta kandidata za župana Ljubljane Zoran Janković in Luka Mesec vmes javno podporo Zorana Jankovića, ne. To je neka taka. Kako se ta format oddaje Janković lahko že nadel komentatorske ekipe resnice lahko. Ja, mislim, sicer nisem Ljubljančan, ne, da ne bo pomote, nimam glasovalne pravice, ampak javno podporo, če imam na izbiro ta dva, no, ne vem, če bi dal glavno mesto Luki Mescu za... Zdaj bi bilo mogoče fajn, no, da bi ti pojasnil, kaj je to zagrebški scenarij, ne? To, kaj je Aljuš, ampak pa to me malo tudi zanima, no, zakaj recimo po vajnem mnenju, po tvojem mnenju, Miran, je Zoran Janković to zdaj tako veliko napovedoval to odločitev za 8. maja, dan zmage in podobno, ne? Vse mogoče si ti pozabil, vse on je na vsake 4 leta nekako estradno, pompozno vstopil v te dneve grmenja, kakor sem jih jaz poimenoval. In letos ni nič drugačne. Zdaj, jaz se tle za uvod, jaz se tle z Aljušem absolutno strinjam. Bolj zanimivo bo slišati, koliko bo posluha na levem političnem polu in ali se res ne bo zgodilo, da se mu postavi nek kandidat. Aljuš je sicer že napovedal, ne, da Luka Mesec absolutno ni izbira, jaz se lahko s tem samo strinjam. Realnost je pa taka, da Luka Mesec bi bil verjetno človek, ki bi lahko zamajal temelje vladavine Zorana Jankovića. Zdaj pa zagrebški scenarij. Tisti, ki bolj spremljajo regijo, se bojo spomnili pokojnega Milana Bandića, dolgoletnega župana Zagreba, ki je pač preminul par let zdaj nazaj, ne. Po formatu, po in prijatelja seveda Zorana, ja, vsi taki se hitro zavohajo, ne, ki je vladal približno na enak način, kot je vladal Zoran Janković. Prav stalne neke afere, pravzaprav član SDP-ja, pa bolj, bom rekel, nacionalističnih teženj, pa po potrebi seveda, ne. Isto kot Zoran Janković, ne. Ženske, ne, recimo Zoran Janković ima iste probleme, ne, samo vklicani socialist, tam bom rekel pa v družbi ljudi, ki obujajo četniške režime in podobno, ne. Pa priseljen, ne, se pravi, pa Hercegovcu Zagreb. Tako, tam, ki je bil, on je bil iz Hercegovine, Milan Bandić, tajtle. In po smrti seveda je Zagreb ohranil to levo noto, ne. Izvoljen je bil župan Tomašević, ne, ki je član stranke Možemo, tisti, ki bolj poznajo, vejo, da je to različica levice, ne? Torej hrvaška različica levice in tudi pri nas bi se znal tak scenarij recimo zgoditi, če ne bo iz vrhov prišla komanda, to, kar je Žavbi, bom rekel, pa nekako izpostavil željo, ne? Da bi se strnile vrste okoli Zorana Jankovića še enkrat, ne? Pri Gibanju Svoboda ni nobene dileme, ne? Jaz mislim, da oni so v koaliciji z njim bliže. Zdaj ta mandat, skratka, in oni bojo imeli v njemu svojega kandidata. Vprašanje je pa res za levico, ne? Torej za stranko Levica, ali bi šli mimo tega, torej ali
bi bili neposlušni in bi šli svojim kandidatom. Jaz mislim sicer to, kar se navezujem še na zagrebški scenarij, da se pravzaprav nič ne bi spremenilo. Ne. Zoran Janković je v vseh teh 20 letih pravzaprav vzpostavil en tak družinski režim. Ne. Pravzaprav vse, kar se zgodi na Molu, je pravzaprav, če malo pretiravam, usklajeno v tistih, ti si to rad povedal, na nedeljskih kosilih domačih. Ne. Tako da enostavno za Ljubljano sanirati pa razformirati bi potreboval definitivno 2 mandata nekdo. Ampak to, ne, zdaj ta Luka Mesec, ne, ki se omenja, ampak ta se omenja že prej, predno se je zdaj tako v medije, ampak za Jankovića po moje nevarnost, če on kakšnega Luko Meseca dobi v drugi krog, ne. Bi se spopadla 2 kandidata levega bloka in tukaj bi znal Janković za teh afer, sodnih postopkov, škandalov izgubiti. Se strinjam. Lej, ta zgodba... Luka Mesec je dobil tam slabih 20% v Ljubljani. Ja. Mislim, da je okoli 19. Ja. Lej, ta scenarij se je začel pravzaprav razvijati ali pa zaživel je takrat pred volitvami, ko se ni pravzaprav vedela, ali bo Levica vstopila torej prestopila ta 4% prag in je bil to nek scenarij, kako Luko Meseca kot očitno enega od najbolj perspektivnih ali pa obetajočih politikov Levice ohranjati pri političnem življenju. Ne? In to je bil scenarij potem ljubljanskih volitev. Zdaj, a se je to vmes spremenilo? Jaz sem še prejšnji teden dobil resen namig, da je Luka Mesec še vedno v igri, ne, za župana, kar tudi kaže, da mogoče na levem političnem polu, sploh po tem porazu, ki so ga doživeli, vendarle se je začel ta prstan, ta obroč, ki je držal to zgodbo skupaj, nekako rahljati. Ne, in lahko bi se lahko že na ljubljanskih volitvah se zgodi, da se pokažejo te razpoke tako močne, da bi šli posamezni kandidati, močni kandidati, ker Luka Mesec, koliko si omenil, 20% skoraj, da ne, je eventualno lahko močen kandidat in eventualno tudi lahko v drugem krogu premaga Zorana. Jaz pa hkrati zdaj slišim, da danes, ne, pač ko bo Janković to napovedal, pa potem vse tem, kar se zdaj dogaja, ne, po tem volilnem porazu levega bloka, da se skuša Janković nekako zdaj do konca spostaviti kot lider na levi, absolutni lider te tranzicijske levice, ne, in da Kučan počasi nekako ga počasi upokojuje. To je pa nekaj zanimivo, ker o tem govoriš, ker do mene je prišla informacija. Kučanu naj bi pripisovali tudi odgovornost za Roberta Goloba. To sem hotel povedati. Zanimivo, da si odprl to temo, ker je tudi do mene prišla informacija, da se želi Zoran Janković izogniti odgovornosti poraza Goloba, ne, in ga enostavno obesiti Milanu Kučanu, kar pa je neka noviteta. Ne. Jaz sicer dvomim, da bi ta krog okoli Milana Kučana dovolil Zoranu Jankoviću, da tako poniža Kučana, ne. Vendarle, če pogledamo, Zoran Janković je v večjih težavah, kot je Milan Kučan ta moment. Vendarle Milan Kučan je penzionist, ima nek svoj krog ljudi, tako imenovan senatorje, ne. Zoran Janković pa kar ima afere, ne. Tako da jaz mislim, da Zorana Jankovića, če bi se spravil na neke močnejše igralce na levem političnem polu za svoje preživetje in za preživetje Goloba, mislim, da bi lahko hitro spakiral, torej, da se ga bi nehalo ščititi. Ne? To, kar se ga ščiti že praktično zdaj pa. Ne, zdaj Bendaga je začel Kučan precej, kako bi rekel, udaja z besedami, ne? Češ, da je Golob plen, da ne dela, da nikoli življenja nič ni delo, pa tako dalje. To jaz zdaj citiram, ne bi bile vse besede Milana Kučana, ki govorijo o Golobu. Jaz ti imam dokazal za to, da je res tako, ampak... A se s kero ne strinjaš? Ne? Kako? Ja, razumem, ja, ampak šele zdaj. Zakaj je zdaj ugotovil to Milan Kučan? To je pa vprašanje, zakaj šele sedaj, ne? Ker je imel 3-4 penale v teh 4 letih, da se znebi Goloba, da ga zamenja, pa tega niso naredili, ne? Lej, jaz mislim, da je to, kar si načel to temo, da zdaj je na levici pravzaprav, jaz sem že par mesecev nazaj napovedal scenarij, ki se je pravzaprav zgodil, ne v taki meri, kot sem pričakoval, pa se vendarle, če pride do desne vlade, se je zgodil. Da bo Milan Kučan boter 4. Janševe vlade in da bo Robert Golob pogrebnik, oziroma z Zoranom Jankovićem skupaj, pogrebnik te transakcijske politike, ki je zrasla nekako na ugrabljeni levici. Ne? In ta scenarij je zelo mogoč. Ne? Izvoli. Ja, mislim, če pride do tega, da bo Luka Mesec najprej kandidiral, potem postal župan Ljubljane, no, se meni zdi, da to samo dodatno dokaz pač te, bi rekel,
zblojenosti, ne morem druga reči, levega volilnega telesa. Ne? Ker Luka Mesec, spomnimo, on v lastni stranki ni mogel dobiti dosti glasov, da bi postal ponovno koordinator te stranke. Ne? Potem je pač izgubil to mesto. Ne? Potem je nekako čudežno ustal pač minister, ker to je pač slovenska politika, kjer je vse na glavo obrnjeno, v čudežni deželi, literarni, in potem je zdaj spet postal skozi leva vrata nek sokoordinator te levice, ne? Bil je zdaj minister, ne, odgovoren za največji fiasko, pač, kakor zdaj sami ugotavljajo za nazaj po volitvah, ne, te vlade. Ne. In zdaj za nagrado bi ga dali za župana Ljubljane. Ne. Izkazal se je v narekovajih v dosedanji karieri in svojim delom, da zna voditi velike sisteme in velike projekte, ne, vidimo. Tako da, ampak tako sem rekel, ne, me ne bi presenetilo, ker očitno to volilno telo je res zblojeno, in če kdo misli, ne, če kdo recimo je na temu srce bije na levi, pa recimo, ne vem, ne mara Janše, pa misli, da bo zdaj to nek kvalitativni preskok iz Jankovića na Luko Mesca, ne. Ne verjamem, ker tudi v Zagrebu, ne, Miran ni tega posebej omenil, ni bilo nekega kvalitativnega preskoka, ni bilo, mogoče to, ja. Mislim, z antropološkega vidika bo mogoče zanimivo videti, kako globoki so žepi Luke Mesca, oziroma čigavi žepi se bodo polnili, če se bojo kakšni zdaj izpraznali. Ne. Ampak za drug pol, no, politični pol, pa mislim, da to niti ni tako slaba novica, ne. Ker če se bo tako imenovana levica, ne, tranzicijska levica ali pa anti-Janša tabor zdaj udaril tu na volitvah za župana Ljubljane, ne, pomeni, da nekaj časa se ne bojo mogli intenzivno ali pa 120% ukvarjati z Janezom Janšo. Ne. Tako da mogoče novi vladi v nastajanju, če do nje pride, ne bo imela 100 dni miru, ampak mogoče bo imela pa 6 mesecev miru iz tega vidika, da bodo pač centri moči tranzicijske levice okupirani s tem, kateri kandidat, katerega centra bo zmagal na teh županskih volitvah v Ljubljani. Zdaj, jaz ne vem, koliko miru bo tukaj imela nastajajoča vlada, ampak sodeč potem, ne, zdaj, če grem tako malo naprej s temami, sodeč potem, kaj se je zdaj začelo dogajati v državnem zboru, ne, je v bistvu že pač eksplozija, ne. Takoj so se začela že na prvih, v bistvu seja, ta famozna ideološka obkladanja, ne. Zdaj, žal bi rekel z desnico, da so fašisti pa idioti, ne. Je prej Žan Mahnič je prej predsednici republike rekel, da je komunajzaka. Tako da, to je zdaj bil nek začetek, ne. Ja. Sej, če mislim, te stvari okoli teh odborov pa predsedniških mest, to je v bistvu neka parlamentarna klasika, ne? Ja, tu je pa zdaj kar nek močen naboj prišel. Če potegnemo analogijo, ne, s tem, te mladi, ne, očitno neodvisno od tega, kam pašejo, ne, v političnem prostoru se res, milo rečeno, ne znajo obnašati, ne, ker pač ta nivo komunikacije še za gostilno ni primeren, kaj šele za neko resno politiko, ne. Kaže pa na to, po moje, da je nervoza povsod velika, ne? Ali pa bi rekel tako, na eni strani je neka euforija, ne? Ki sicer mogoče razumljiva, ampak jaz ne bi upal ta hip še reči, da je upravičena, ne? Ker treba pač najprej skočiti, pa pojo reči hop, ne? Hvala Bogu, verjetno se bomo o tem tudi danes kaj pogovarjali, tisti, ki vodijo igro odzad, ne? So malo bolj izkušeni, pa raj prvo skočijo, pa porečejo hop, ali pa še to ne? Medtem ko eni očitno uživajo v tem, da pač dajo neke take izjave in potem, da se okoli tega dviguje prah, ne, je pa to zelo slabo, ne, ker naprej poslušamo ideje, kdo se vse mora umakniti iz slovenske politike, ne, ta zadnji, po mojem štetju, pa lahko da je napačno, je bil podpredsednik Socialnih demokratov Luka Goršek, ne, ki je rekel, ne, da, ne daleč od tu, ne, ki je rekel, da ne, Janša pa Golob se morata umakniti, pa slovenska politika sodelovala, ne, zdaj, jaz razumem, da vsi niso karierni politiki, tudi niso vsi politologije študirali, no, ampak zdaj dva, ki sta dobila koliko, 2/3 ali še več glasov na zadnjih volitvah, ki so bili ne 2 meseca nazaj, ne, bota zdaj se umaknila, da bojo oni, ki so komi prelezli čez parlamentarni prak, lahko naprej furali nemoteno državo, ne. Mislim, ko sem prej rekel, ne, mogoče za kjer ga mal, bi rekel, močen izraz zblojenost, ampak to je res, jaz ne znam temu druga reči kot zblojenost, ne. Pri čemer je to Luka Goršek verjetno zelo resno mislil, ne? Ja, definitivno, ne, in zdaj mi se moramo res vprašati, ne, a smo mi v situaciji, v kateri smo, zato ker
so ljudje, ki očitno pravilno ocenjujejo politično situacijo in pravilne poteze vlečejo, da pridejo v položaj, kjer so, ali smo v situaciji, v kakršni smo, zato ker te, ki streljajo čisto prazno, pa lajajo v veter, se jim vsi ostali ne umaknejo, pa bojo oni prevzeli državo. Ne? Zamislite si vidva recimo, da imamo Luko Mesca kot župana Ljubljane, pa ne vem, Luko Gorška kot ne vem kaj, premijeja recimo, ne? Ko se umakneta Golob pa Janša, ne? Jaz nisem med tistimi, ki misli, da potem bi pa to Ljubljana ratala avion, Slovenija pa spet šatl. Ne? Jaz mislim, da ne. Tako da nisem optimist, tudi zaradi tega ne, ker vidim, da pač ne samo da politiki ti, ki sem jih naštel, to govorijo, tudi en dobršen del javnosti in tudi politične javnosti temu pritrjuje, če ne celo ploska. Ne? Ti si prej omenil, mislim, da 20% glasov je dobil Luka Mesec v Ljubljani. Ja, slabih 20, ja. Ja, mislim, kam mi to zdaj gremo? Zdaj, prej smo imeli problem, da Slovenci gledajo, ne vem, Zadrugo, ne, pa mislijo, da je to realnost, mi se zdaj spreminjamo v to Zadrugo, ne, pa mislimo, da to ni realnost, ne, to me skrbi. Zdaj, edino, kaj se mi zdi tako, no, da pri teh izrazih, ne, fašisti, idioti, komunajzi in tako dalje, da tukaj, po mojem, ne gre sam čisto za mladost, jaz mislim, da je tle tudi neka tržna niša, ne, v teh izrazih, ne. Ja, volilna tržna niša. Je, Bojan, se je. Ne pozabi, da je bil Mahnič, je bil znova brez težav izvoljen v parlament, enako za Žavbija. V Ljubljani, ker na levi strani je bila kar konkurenca. Klakočajeva vam padla. Ti moraš spet vedeti, ne, zdaj, lahko je to za njega dobro, ali pa v njegovem volilnem kraju, ampak oni se zdaj boje ne potegujejo več za izvolitev, ne. To treba preklopiti. Oni so že bili izvoljeni, ne. Se pravi, on zdaj 4 leta teoretično ne rabi biti izvoljen, ne? Če bojo volitve čez 4 leta, takrat bo spet lahko začel s komunajzerji, ne? Oni se zdaj potegujejo, da bojo vodili državo v razmerah, ki so in notranje zaradi 4 leta golobovanja in zunanje zaradi svetovne situacije izjemno zahtevne in kjer imajo itak proti sebi vse možno, kar je možno imeti proti sebi. Se pravi, sindikate, že v štartu, etabliranje medije, že v štartu, en dobršen del civilne družbe, že v štartu, en dobršen del centrov moči in centrov kapitala, že v štartu. Ustavno sodišče. Ustavno sodišče, ja, sej, ko mi vse našteješ, ne? Bi mogel imeti že skoraj seznam. In v takih razmerah jaz ne vem, kak smisel ima, ker jaz lahko celo, pa se, mislim, ne bi tega izraza uporabil, ampak lahko bi se celo strinjal za oceno poslanca Mahniča, ne, da je predsednica republike komunajzerka, ampak kaj kdo s tem pridobi? Noben nič, a ne? Ta predsednica republike bo saj še koliko? Dobro leto, ne? Se pravi, z njo bo treba sodelovati, a ne? In na kak način boš ti sodeloval, če še preden sploh prideš v situacijo, da boš mogel z njo sodelovati, a ne? Si zapiraš vrata. In jaz ne verjamem, da je prava pot desnice, da bo zdaj tekmovala s to zblojeno levico, kdo bo bolj nore te izraze pa to uporabljal. Ne? Jaz mislim, da je boljš, naj oni pustijo Žavbija in ostale, da pač jih zmerjajo s fašisti v opoziciji, kot da zdaj z njimi tekmuje, če ti meni rečeš fašizmom, pa jaz te preko nekaj hujšga. Ne? To se meni pač ne zdi prava pot. Je pa res, kot je bilo omenjeno, ne? To so pač politiki, ki so bili izvoljeni na volitvah in upam, ne, ali pa verjetno že vejo, kaj delajo. Ne. Izvolj. Viš, kaj ima tle desnica problem, ne? Oni nimajo direktnega sogovornika v odločevalcih, ne? Se pravi, ne, oni morajo posegati svojo retoriko v zaledja, ne? Torej, če hočeš, recimo Milana Kučana in te ekipe, ki nastavljajo, recimo Natašo Pirc Musar, tudi Goloba, oblikujejo, bom rekel, vsakokratne nove obraze in podobno, ne? In tle imajo oni dejansko težavo, ker te, ki so nastavljeni na tej transakcijski, to ni več leva politika, to je transakcijska politika, pravzaprav jih vidiš kot roboti, ne? Naj si gre za Natašo Pirc Musar, Goloba, Sajevca, nobenega sramu nimajo več, nobene odgovornosti za politiko, ker vejo, da so danes jutri jih ni več, ne pride nova garnitura. In tle ima desnica resnično problem s komunikacijo in potem naslavlja pravzaprav ne Natašo Pirc Musar, ki verjamem, da ni bila nikoli komunistka, ne, ampak naslavlja tiste ljudi, ki so jo postavili. Ne. Tako da tle recimo je težava, ki jo resnica ali pa ki jo desnica ima, nima direktnih sogovornikov kot političnega pola, s katerim tekmuje. Ne. Ja, ampak ti lahko mogoče sam še to, no, če dovoljš. Recimo imaš različne nivoje ali pa standarde, ne? Imaš tudi poslanca Reberška od Nove Slovenije, ne? Ki tudi je glasen, da tako rečem, ne? Ja. Ampak on je recimo rekel kraljica aneksov, ne?
Zdaj, če me vprašaš, je kraljica aneksov veliko boljš termin, ne? Političen, kakor pa komunajzerka. Ne? Tudi vsebinsko več pove. Ne? In tudi ga lahko argumentiraš in pol, ko tisto številko vidiš, ne, 700 milijonov, ne? In pol pa še, zdaj bo pa ta kraljica, ne, bo pa zdaj kraljevala, bo bdela nad javnimi financami, ne? To se res lahko sam smeješ. Tako da, z tega vidika se mi zdi, no, da če dam še en plastičen primer, sam še ta stavek, recimo, ne vem, imaš novinarje, ki navedejo vir oziroma če nekoga citirajo, pa tiste, ko ne, a ne? Jaz ne vem, če je to rešitev zdaj, da vsi nehamo navajati vire. Jaz mislim, da ne. Ja, ampak zdaj tudi tega Reberška, ki si ga omenil, ga zdaj, bom rekel, medijsko malo napadajo, češ, da je postal pegrob v teh svojih diskusijah in tako dalje, ne? Ja, to si pa mali tako ven zvidi, iz konteksta ven jemljajo in podobno. Ja, pa to si je sam kriv, se pravim, ne, ti pač, mislim, jaz sem... Če bo kraljica aneksov, je super izraz. To ja, ampak jaz sem pač pristaš te, kako se to puta sliši, ampak stare šole, ne, se pravi, ki je šef, določa tempo in meje, do kam se gre. Problem je, ko tisti, ki so davči od šefa, mislijo, da je to zdaj osnova, pa da ti greš še preko. Ne? Pa da ne bo zdaj nesporazuma. To ni problem samo, recimo, bi rekel, relativno še, čeprav niti Žan Mahnič, niti Reberšek, niste to zdaj neka novinca v politiki. Ne? Tudi žal bi že skoraj ni več, ne? Se je že en mandat bil poslanec in tako naprej. Ampak vseeno, ne? Ampak lahek mandat, tudi Janko Weber, recimo, ko je bil predsednik državnega zbora, ne? V času, ko je Igor Lukšič vodil SD, tudi ni vedel, ne? Da pač predsednik postavil benchmark, on pa šel še čez in je tam govoril o nekih veleizdajah, takrat in ne vem kva. Na koncu je njega odnesla veleizdaja, ne? Iz mesta pač ministra, ne? Telekomom in tako naprej. Tako da, ljudje morajo znati presoditi, ne, kdaj kaj rečejo, oziroma, da se te vloge spreminjajo. Tipičen primer tega je recimo pa pozitiven, da zdaj rečem, je pa Zoran Stevanović, ne. Zoran Stevanović, on se zdaj obnaša drugače, kot se je obnašal, ko je še, ne vem, zapiral obvoznico po Ljubljani, ne, za časa epidemije, ne. In to nekako se mi zdi bolj normalen proces, kot da gre obratno, ne. Se pravi, da si ti zdaj bolj nor po volitvah, kot si bil pred volitvami. To se mi ne zdi ta prava pot. Zdaj, ko si omenil te šefe, ne, zdaj šefi na desni pa delajo zdaj po polni tišini, ne, sestavljajo vlado, ne. Ja. Mislim, to je pa zame, bom rekel, čist nek nov moment, nisem ga, ne vem, kako to je pa tema, posebna tema, ampak ne, to je tema, ki je pravzaprav jo je težko komentirati, ker pravzaprav res nič ne vemo. Ne? Enostavno lahko samo ugibamo. Poslanci njihovi ne vejo, ko se z njim poveč, pa še niče ne ve, meni so celo rekli, kaj hoče zvedeti, vpraši Janša Logarja in Vrtovca. Se mi zdi, da se je to prvič nekako v tej meri zgodilo, zato sem jaz zadnjič rekel, ne, Aljuš je lepo povedal, kakšna je pravzaprav okolje, ne, ali zunanje ali notranje. In to je pravzaprav blizu perfekcije, kar Janša zdaj sestavlja. Lahko smo videli, da je tudi z Bruslom v nekih pogovorih dosti daleč prišel. Sam vem, da tudi na Balkanu ima pogovore glede določenih stvari, kjer bi lahko bile nevarne in podobno. Verjetno tudi z gospodom Čeferinom, kot najmočnejšo, bom rekel, familijo v pravosodju. Špekulacija, ampak verjamem, po tem, kar dela, verjetno zapira morebitne težave, ki bi lahko se pokazale v teh 4 letih. Ja, govoril sem z nekom, ki je recimo blizu teh treh, ne, in mi je rekel, da se mu zdi, da Janša dela zdaj v bistvu, da je postal počasnejši kot pred leti. Ampak ko sem bral te informacije o tem, da je šel v Bruselj, ne, in da se je tam sestal 4 ure, da se je pogovarjal z vodstvom EPP-ja, ne, in potem še s posameznimi delegacijami, da je v bistvu si zaprl, ne, možnost nekih napadov iz Bruslja, ne, oziroma dobil podporo EPP-ja, da ga bodo bolj ščitili, če se bo spet ponoviti ta zgodba iz leta 2020, vidim, da dela strahovito sistematično. Ne? Sej more, ne? Glede na večino, ali pa sploh ne večino, ki se mu obeta v parlamentu, bo rabo do trenutka, če bo izvoljen. Ne hoče več, da ne dela počasi, ampak da dela očitno sistematično. Ne, to hoče več. Verjetno tudi malo bolj počasi. Mislim, če delaš sistematično, delaš malo bolj počasi, to je dejstvo. Ne? Ampak verjetno mu tudi paše to, ker iz dneva v dan dobivamo informacije, vsaj kokar dobivamo preko alternativnih medij, vsaj Golobovi mediji ali pa te, ki so v koaliciji še zdaj z njim, nam teh informacij ne dajo, nas vsakodnevno obveščajo o nekih novih in novih neumnostih, ki jih je počela ta vlada. In to Janši absolutno igra, bom rekel, ne, to je igra, torej, lahko rečemo, da on ta moment vodi igro, kar še ne, torej, to še ne pomeni, da bo on
imel vlado. Ne? Sej, na koncu tisto tajno glasovanje, pa po vsem tem, kar si ti pisal, pa kar se govori, kar je mingrede Stevanovič povedal o poskusu podkupovanja. Mingrede, se moram Stevanoviču upravičati. Zdaj sem rekel, da je oče iz Zvornika, ne, ni iz Foče, še vedno iz Bosne in Hercegovine. Specialisti za Balkan. Ampak me je zavedla me je podatek. Ja. Ne, se malo hecamo. Skratka, hočem reči, da dela skladno s tem, kar ima na mizi. Ne. Ni pa iz Sarajevo, ne, oče, ne? Ne, to je pa nek drug Zoran. Hitrost, ne? Ja. Ti, ko gledaš... Hitrost pa da sistematično, to se mi zdi tako pomembna beseda. Ko ti gledaš, recimo, kontejnersko ladjo z obale, ne? Se ti tu zdi ful počasno, ne? Ja. Ampak, ko pa se mora kontejnerska ladja ustaviti, ne? Pa rab 20 minut, da se čisto ustav, ne? Ampak, kaj je point kontejnerske ladje? Ne, da je hitra, ampak ti skap prenese. Kar prenese, ja. In tu Slovenija je ko ena kontejnerska ladja, ne? In ti to s hitrimi manevri, tu ti bojo sam kontejneri začeli dal za palube padati, ne? In to sigurno ni verjetno cilj teh, ki se to grejo, ne? Tako da hvala Bogu, da delajo v tišini, da delajo sistematično. Je pa očitno se to možno iti tako na tiho, ne? Pa nas, ker se govorili včasih, se spojiš, vse se zve, ni. Hanec, Dudoskrat rekel, nač ne mojem skriti, rekel, vse se zve, ne? Ampak očitno se da delati, ne? Ja, Han je tak tip politika, ki pač... Se on sam da vrne. Joj, ne, novinarji stojijo pred poslansko skupino, ne morem iti ven, ne? Zakaj pa ne? Ja, me bojo nekaj vprašali, pač si tiho, ne? Mislim, eni čakajo, ne, da imajo kaj zapovedati. Ja, jaz mislim, da to je edini način, ne samo, da se da, ampak v razmerah, ne, kakršne so, kakšne so politične karte, je to edini način, da na ta način to delaš, ne. Sem pa zvedel od nekoga, no, ki ima po lastnih besedah vpogled v te dokumente koalicijske, ki se zdaj pripravljajo, ne, da je šel v Wordu v tisto funkcijo, ne, in je pogledal in je pisalo na zadnje shranil Janez Ja. Ne. Tako da na tem nivoju očitno se tudi vidi, kdo je tisti, ko golo vodi. Za razliko, ne, sam še to, se ti jaz opravičujem, za razliko od druge strani, ne. Ker tam ne veš, kdo je shranil, pa tudi, če piše, ne veš, ne, ker če bi pisal, da je shranil Robert Go, ne, bi bila Tina Ga, verjetno, ki bi shranila, ali pa mogoče celo Zoran Ja, ali pa Milan Q, ne, tako da saj tle, hvala Bogu, vemo, kjer je tisti, ki ta zadnji dokument shranil. No, ko smo te dokumenti, včeraj sem šel z Barbaro, bila v Ljubljani, sva šla tam proti Tomostoju, iz tistega restauracije Namaste, indijske proti Tomostoju in pride za dva tako fanta mimo, ne, in en pozdravi Barbaro, Barbara pozdravi njega in potem vpraša Barbaro, kdo pa je to, pa ne veš, to je tale, ne, pa zdaj nam povedal poimka namerno, ki se si nekaj pisal njem, se je on je sestavljal program Gibanja Svobode pred 4 leti. Ja, tako da to je približno v programu, človek, ki ga recimo zdaj nišče več ne pozna, je pisal njihov zadnji program, ne. Sem še stavek 2 na to temo, ne, tudi vidiš razliko recimo med kariernimi politiki, kar očitno Janša, Vrtovec in Logar so, in eventualno še kdo, ne, in pa temi estradniki, ki prihajajo, ki so do zdaj prihajali vsake 4 leta. Spomnite se 2022, tisto sestavljanje koalicije. Jaz so tekmovali, kdo bo prvi prišel pred kamere, pa povedal nekaj na svoj rovaš, ne, se izpostavil, pohvalil in ne vem kaj, ne. Mislim, tudi spomnite se tistega primera, recimo, to je mogoče najbolj plastičen primer, kako funkcionira ta transakcijska politika. Neko zunanje politično vprašanje je bilo, ne, in takrat če ni bila lahko da je bila celo Palestina ali pa karkoli. Ali pa afriške države, neke povezovanja, skratka. In mediji seveda pod kontrolo Goloba so bili polni hvale za Goloba, pa za Fajonovo in podobno. 3 dni je recimo Urška Klakočar Zupančič zdržala, 4. dan je dala intervju, da tudi ona je vodila zunanjo politiko. Mislim, tle so te razlike, tle ni teh škokov, ne? Tle ne pride recimo Žan Mahnič ven pa reče, sej sem tudi jaz tle neki sodeloval, ali pa ne vem, Cigler Kralj, ki mimogrede odpravlja zdaj fantastično delo v medijih, sej sem tudi jaz nekaj naredil, ali pa ne vem kdo. Skratka, tle se vidi razliko dojemanja do resne politike. Dobro, sej tudi tam imaš Sajovica Borota, dolgoletnega politika, kopico stranke zamenjal, zdaj njega pa občudujem, ko po svoje, pod narekovaji, ker je totalno robot, se mi zdi.
politični roboti. To sem prej rekel, da kamorkoli v medije recimo na svojo Škisovo tržnico, da pozdravi študente, ne? Minister za obrambo pozdravi študente na Škisovi tržnici. Pazi, minister za obrambo. Ja, nihče ne trzne. Militarizacija, si to, da bi Žan Mahnič kot minister za obrambo vladi Janeza Janše pozdravil študente na Škisovi tržnici. Ne? Revija Mladina bi 4 tematske številke na to temo izdala. Ne? To sem hotel še reči. Ne? Se vidi tudi po dolžini krila takrat, ko je sredi zime na srečanje z diplomatskim zborom prišla Urška Klakočar Zupančič, da ona tudi vodila zunanjo politiko. Tista fotografija tudi dost, bi rekel, plastično prikazuje, kam jo je vodila. Ne? Ampak šalo na stran. Maskerka, predno smo se začeli pogovarjati, ne, mi je vmes rekla, Janša bo predsednik vlade. Ne? In sem mi rekel, pa Janša pri tem še najmanj kriv, ne? Ker ne vem, kakšen je vajen občutek, ampak jaz osebno nimam občutka, da on zdaj tekmo karijere odigral na teh volitvah. Ne? Je imel že boljše tekme tudi v svoji karieri. Ne? Ampak druga stran je pač naredila toliko napak. Ne? Tudi formalno gledano, Janša je bil drugi v vrsti. Ne? Se pravi, prvi v vrsti je bil Robert Golob in se je tega držal. Ja. Ni prehiteval, ni spotikal Goloba, ni nič počel in Golob je pač zafrknil vse, kar se je zafrkniti dalo. Ne? Taka je realnost. Ne? In tudi jaz ne verjamem, da si zdaj Janša, da je euforičen, če bo predsednik vlade. Ne? Sej situacija ni taka. Deluje. Niti matematika v parlamentu, niti politične razmere niso take. Ne? Se pravi, ni to, tudi ni prvič. Ne? Se pravi, recimo, ko je prvič zmagal volitve 2004, takrat bi rekel, euforija na mesto, tudi zdaj niti ni bil relativni zmagovalec in tako naprej. Ne? Skratka, tudi če ne maramo Janše, ne moramo zdaj njega kriviti za to, da je on prišel v položaj, v kakršnega je prišel. Ne? So mogli drugi ljudje narediti tudi kakšne stvari, da je on zdaj v situaciji, v kakršni je. Zdaj pa, ko je v taki situaciji, ali ga maramo, ali ga ne maramo, najboljše je, da mu zaželimo srečo. Ne? Ker tudi jaz bi bil vesel, če bi bil Robert Golob uspešen predsednik vlade Slovenije 4 leta. Žal, po mojem mnenju, ni bil, ker od tega bi mi vsi nekaj imeli. Od tega, da je bil neuspešen, noben kaj dosti ni imel, razen Goloba. Čeprav zdaj številke govorijo v korist Janše, zdaj sem slišal celo neko varianto, zdaj on ima zagotovljenih recimo temu 48 glasov, pa potem verjetno 2 poslanca narodnosti, manjšinca, in potem sem pač slišal neko varianto, da bo za vsak slučaj, da ne prije do predčasnih volitev tudi glasovala Han pa Luka Gošej. Zdaj ne bosta, Čim si to povedal, zdaj ne bosta. Vsi ne bodo vedeli. Lahko si Janši zdaj vlado se sumi. Ampak očitno se nekaj dogaja, jaz sem okoli tega, se še dogaja neka preštevanja, ali pa recimo, neko pritiski, podkupovanja. Jaz sem slišal to informacijo, pač, da naj bi se Golob hvalil okoli preko računa, da držijo 3 poslance od Stefanovića in enega od Logarja, ki jih bodo vnovčili oziroma aktivirali v 3. krogu. Ampak, zdaj čakaj, Stefanović je to potrdil, da poskušajo podkupiti. Minulo sredo na oddaji 24 ur. Sam povedal celo njihova imena. To sem zdaj prvič slišal, da nek tako visok državni funkcionar recimo pove tako direktno, kaj se dogaja. Očitno se še dogaja tu neka igra. Najprej, če to kdo dela, to zagotovo ne dela Golob. Delajo neka... Da vsi po malem nekaj delajo. Mislim, do mene je prišla informacija, da so Jani Sluga zaupali Horvata, manjšinca madžarskega. Mislim, jaz sem se smejati začel, ker sem to informacijo dobil. Če tako štartajo na vlado, oziroma na 46. glas, pol Bog pomagi, še dolgo ne bojo vladali. Ampak hočem ti reči, da... To so res nesposobni ljudje. Sluga zname, da biti prepričljiva včasih. Mislim, jaz ne vem, s čem znati biti prepričljiva. Iz stroke na štacioni je karte prodavala. Štacion je pač gledališče. Če se lotevajo na tak način, edini, ki je možen Golobu prinesti nov mandat, so ta zaledja. Golob, Arčon, ta ekipa, ki jo omeniš, to niso sami sposobni. Ta zaledja pa so to sposobna, imajo. Še vedno, misliš, seveda, da so. Dobiti 4, 5, 6. Pa sej imajo cash, imajo sredstva, imajo medije, znajo, vsi so vzgojeni več ali manj v jugi, ker treba bi znati politično preživeti. Tako da jaz mislim, da tisti lahko sestavljajo. Ne vem pa, če imajo motiv ta moment Golobo še enkrat podariti vlado. To pa res ne vem. Ti praviš, da je ta blok še vedno sposoben dobiti 6? Seveda, da je. 6 prestopnikov. Ne, jaz mislim, da je sposoben umakniti določene, da bi v 3. krogu potem Golobu lahko prinesel, ali pa mogoče ne sploh Golobu, prinesel levemu kandidatu
Ja, več da glasov. se dela na tem, da bi naj pač ti trije in ta odloga je ostali doma. To sem jaz že zadnjič ostali povedal doma, z Gregorčičem, ker sva bila, ne, ker se toliko poziva, ne, demokrati ne bi smeli glasovati, ne, ja, okej, prav, ampak potem imamo situacijo, kjer bo v tretjem krogu izvoljen nekdo, ki ga bojo določili spet tisti, ki določajo na vsake 4 leta nove obraze. Ne. Mislim, jaz sem hotel samo to reči, da vse to so imeli tudi že na začetku. Ko je Robert Golob kot relativni zmagovalec volitev in aktualni predsednik vlade začel pogovore o oblikovanju nove koalicije. Ne? Se pravi, takrat bi še lažje te stvari naredili, ker se ne bi rabili z vsakim posebej pogovarjati, ampak bi se lahko zmenili recimo z Stevanovićem za Resnico ali pa v končni fazi z Logarjem za demokrate. Ne? Pa jim ni to ratal, ne? Mislim, možno je, jaz se strinjam. Ne? Jaz predvsem mislim, da je možno, da če bo Janez Janša tako ocenil, ali pa pač matematika ne bo šla skozi, on je povedal javno, ne? Mislim, da bo to besedo držal, da bo kandidiral zgolj, če bo v drugem krogu lahko zbral 46 glasov, da v tretjem krogu ga ne zanima kandidatura. Ne? Se pravi, pol v tretjem krogu itak bo nek drug kandidat in to ne more biti pol eden iz Nove Slovenije ali pa z ne vem kje, po mojem mnenju. Ne? Je lahko sam na uni strani. Ne? Se pravi, pač nekdo, če ne bo to Golob, pač nekdo drug iz tega pola. Ne. Bi pa spomnil na to, ne, da takrat, ko je pa sicer prišlo do poslanskih prestopov, če hočemo temu tako reči, ne, se spomnite poslanke Desusa, Ede Ukretič, Salmič, pa Polonce Dobrajc, poslanke Slovenske nacionalne stranke, ne, pa se je vedelo točno, da sta te dve, ne, pač ni bilo to ugibanje ali pa niso to bile izjave tretjih oseb, pa vse ni to vplivalo, da ne bi pač glasovali tako, kot sta glasovali, ne, na tistem ključnem glasovanju. Ne. Tako da zdaj jaz mislim, da kot si ti prej rekel, ne, da zdaj, ko je Bojan rekel, da bo Tahan pa Luka Goršek glasovala za Janeza Janšo, sicer ne bosta, ne. Mislim, da tudi Stevanović, ki vidimo je spreten, ne, tudi v teh, bi rekel, malo bolj nizkih ravneh politike, ne, z tem, ko je javno imenoval te poslance, ne, na katere se boji, da cika s tem podkupovanjem, praktično jim je zaveza roke, ker če ti nekdo že naprej reče, da te hoče podkupiti, ne, pa ti si pač spremeniš tako odločilno mnenje, ne, se postaviš na drugo stran, bo si rekel, jaz ko si bil podkupljen, ne, tako da to mislim, da je tudi mogoče jih zablokiral, ne. Bo zanimivo videti, če bo še Anže Logar šel v javnost pa povedal, kjer je ti sen njegov, ki bo je tudi stiskajo. Lej, mogoče v šali, pa ne v šali, ampak ne pozabljate še en indic, ki kaže, ne, da niso obupali, ne. Največja politična, v narekovajih, mrhovinarka, ne, Alenka Bratušek, se je spet pojavila v medijih, nastopa povsod, kaže znake, da bi ona uskočila, če Goloba ne bi, torej, če bi se odločili, da Goloba umaknejo in podobno. Ne. Potem imam že rajš Goloba, iskreno. Ne. Ampak hočem ti reči, na TikTok je šla. To ti govorim. Če kdo potem ima ona tam, kot sem prej rekel, politično-mrhovinarski nos, kje so lahko težave, pa da vskoči, ne, proba, ne. Tako da, jaz mislim, da te zgodbe še niso zaključene. Ne. Ampak ta Bratuškova, ne, to je zdaj res nek svoj vrsten fenomen, zdaj tako on bo pristala celo, da bo nikoli pojasnjeno naj bi ukradla 2,5 milijona evrov, ne, javnega denarja. Na enem poslu. Kako? Na enem poslu, zdaj bi bila pa na čelu komisije, ne, ki varuje porabo javnega denarja, ampak to smo tudi pa še to, to zdaj res, ko bom rekel slučajno, da se ona zdaj pojavlja, ali je to ta njen mrhovinarski nos, ali je to jo porivajo, tako naprej pa to. Lahko, da je kje padla ideja, ampak jaz mislim, da je ona sama dovolj arogantna in ošabna, da tistim, ki odločajo o tem, da se kaže, ne? Da je ona še vedno tukaj, ne? Da je še vedno pripravljena za našo stvar prevzeti, da je na koncu, vsi vidiš, vsi so na koncu so z njo vsa ta transakcijska omrežja, na koncu so kar zadovoljna z njo, ne? Pa se je Janković spičil z njo, pa sta zdaj lepo sodelovala 4 leta, pa se je on spičil z njo, pa skratka, hočem ti reči, zelo je prilagodljiva s tistim svojim Pavličem, ne? Zelo se, jaz se spomnim primera takrat, ko je Cerar recimo dobil volitve in ko je SAB bil na 4%, mislim, da ne. Ona je takrat pristala na vse, da jo vzame Cerarova vlado. Mislim, da je takrat pol ni vzel, ne. Ampak hočem ti reči... To je zrihtel Robert Golob. Ne vem, kako je bilo takrat, ampak hočem ti reči, jaz sem govoril z ljudmi SMC-ja takrat, ne. Karkoli so oni rekli, je ona pristajala. Ker potem pravila igre seveda več ne veljajo, ne, za njo, ne. Takrat pa ona začne svoj kolo plesati. Ne. Ampak hočem ti reči, mene ne preseneča in tle mi to je tudi eden od pokazateljev, da še ni
so prav obupani ali pa niso še vrgli puške v koruzo ali pa so jo vmes, pa so jo zdaj spet malo pobrali, pa mislim, ženska je... Vse lahko pa, da so to v bistvu informacije, ki jih lansira Golob zato, da bi še ohranil ta svoj status, ne? Lahko da. Vodje opozicije in lahko podobno. Da, ampak a veš, to z Golobom, da se ta pojavlja na TikToku, pa tam, to z Golobom nima nič. Ona ima to svojo špuro, če mene vprašaš. Ona ne gleda več na Goloba, ne? Ona sebe, bom rekel, meče v ospredje, ker bi bila pripravljena. Ne? V zlatih časih, Miran, so športske novosti imele tudi na naslovnici bod velik kao kuča. Se pravi, jaz mislim, da je to tega ranga, ja. Ne. Oni nihajo iz tega enega šoka v šok. Ne. Najprej so bili euforični po zmagi na volitvah, ki se čez par dni je izkazala za poraz, potem so bili full davno in so se razglasili sami, da je že vsega konc in grejo v opozicijo in ne vem kva. Pol so trajbali malo to prevaro. Ne. Zdaj očitno prevara je, če te sestavijo vlado, ni pa prevara, če podkupiš poslance, da te ne sestavijo vlade. Ne. Tako da mogoče, ampak ja, upanje umira zadnje, je pa res, da na tej strani so zmerom slabo štel. Ne. Ja. Tako da mogoče so ta preštevanja zdaj pač del tega, da bolj sami sebe tolažijo, da še ni vse izgubljeno, pa da se da, pa ne vem kaj. Ampak, dokler ne bo izvoljen mandatar, dokler ne bo vlada potrjena, bom jaz verjel, da je možno, da pač se taka druga kombinacija tudi naredi, ker je to tudi realno možno. No, čeprav, ne vem, če sta danes opazila, ali je to danes ali včeraj, je pa veliki intervju v Reporterju Vojka Volka, ne? Ne vem, sta bila pozorna. Jaz sem opazil na posamezne teze, pa sem tudi rekel, da je bom komentiral, ampak zdaj si me, dobro, zdaj mogoče bom zelo zdaj, no, ker zdaj si me malo izbavil. Zanimivo je, da on je zbral pa, bom rekel, stil kalimerovstva. Ne? Se pravi, kar kaže, da je vsaj osebno Vojko Volk obupal nad to zgodbo o Goloba. Ne? In tam pravzaprav zdaj že kalimerovsko, ker v članku, če ga greš pogledat, ne pa ne mislim, da ne gre za intervju, mislim, da je on napisal nek članek. Ali napisal kolumno, ali kakorkoli, se upravičujem, ja, res je, ja, kolumno je napisal. Skratka, hočem ti reči, da tam pa pravzaprav od vseh velikih zgodb sem jaz pričakoval dodatna pojasnila ali pa neke dokaze o Black Cube, ne? Ni. Govori o svetovni politiki, o Trumpu, Netanjahu, Putinu, ne vem komu še vse, govori o sebi kot človeku iz bivšega režima, kako je bil preganjan, govori o tem, da kako ga bi zdaj nekateri strpali v zapor, ker je samo državo hotel zaščititi, ne, zdaj meni, bom rekel, mislim, trepalnice so mi šle po konc, ki je to začel govoriti, ga bi vprašal, kje si bil pa takrat kot šef nacionalne varnosti, ko je iz Srbije prihajal denar neznanega izvora, ne, pa nisi reagiral, recimo, ne, od raznih kumov in podobno, ne, zdaj govoriš, kako skrbiš za državo. Kratka, on pa že, če strnem, pa že kaže, da se je sprijaznil s tem, da levi pol ne bo no, pa oblasti, temu kaže tudi te fantomski, zdaj kadrovski prestopi, ne? Ker se zdaj ta Golobov krog, ne, se v bistvu že, zdaj pa res pospešeno seli, ne, ali državna podjetja, ali pa nazaj. Črnčevcev krog, zdaj pa tudi Golobov krog, ne, Črnčevcev recimo, ne. Tako da vse to na nek način, po mojem, kaže bolj na to, da so to neke bobice, ki jih mečejo ven o tem, kakšne poslance pač obvladujejo. Ampak mislim zdaj, glede Vojka Volka, mislim, da je bil ta njegov tekst izvorno objavljen v Mladini. A tako, ok, sem ga na Reporterju. Samo to, kar je bilo pač, se mi zdaj nujno potrebno, za njihovo politiko, da povzamejo. No, ja, sej to me še manj preseneča. To pa Ljuška si omenil, ne, da očitno je nek politični dogovor velja za prevaro, ne, podkupovanje poslancev, pa čisto normalno. Mislim, mene pri tej zgodbi tega pogovora z Stefanovičem, ko on pove pač imena in priimkov teh treh poslancev, ki so jih poslušali podkupiti, se mi zdi v bistvu fascinantno, da voditelj Uroš Slak na to sploh ni reagiral kaj dosti. In da mediji, ki običajno povzemajo te izjave državnih funkcionarjev na Odmevih ali pa na 24 ur zvečer, tega recimo niso povzeli. Pa tudi Zajec ni reagiral. Ne, tudi Zajec je tam stal in da je to nekaj normalnega, da se pač nekoga podkupuje. Hočem reči, mislim, to je bomba, ne? Načeloma, če bi bilo to v tujini, bi to bila bomba, ne? Bomba bi bila, če bi rekel Stefanovič, da Janša podkupuje njegove potem reakcija ne bi umanjkala, ne? Ampak če tako pogledamo, kdo ima od aktualnih liderjev političnih strank najdaljšo kilometrino v politiki, ne? Pač Janša, to je, bi rekel, jasen odgovor, ne? Pa če malo računamo, kakor jaz to računam, recimo Matjaž Han, ne?
In Matjaž Han in Janez Janša imata enako politično oceno rezultata zadnjih volitev in dogajanja naprej. Ne? Pa mislim, da ste oba imela že v ponedeljek. Tako. Han je rekel, vsega je konc, ne? Zdaj, če dam zgodovinsko primerjavo, da nam skozi šport zahajajo, ne? Prebili so fronto pri Sedanu, ne? Pač maja 40, ne? Gotovo je, ne? Tudi če ni izgledal nobenemu, ko ni tega znal to prav prebrati, takrat, da je fertik, pa je bilo fertik, ne? Čez 5 dni so bili na obali Rokavskega priliva, ne? In Janša je rekel, ok, ne, očitno je zafrknil, zdaj bomo mogli mi in je začel počasi to, ne, delati. Tako da bomo videli, kjer ima bolj prav, no, ali teta dva, ki sta najbolj izkušena za moj okus, ali oni, ki so, kot ti praviš, bolj estradno v politiki, pa mislijo, da se da tu s TikTokom, pa z ne vem čem to kompenzirati, ne. Dobro, zdaj enkrat mislim, da smo tole par stvari, ki sem jih jaz smo predvidenih dobro obdelali. Bomo videli danes, kaj bo Janković povedal, ne? Vse načeloma mislim, da se nismo zmotili, ne? Vse tudi naše ocene si se veljajo, ne? Če ne bo pa Luka Mesec avtomatično inauguriral, ne? Kot tebi, pravzaprav cela finančna konstrukcija, to se pa upam trditi, ker tudi mediji, ki so naklonjeni levici, pišejo o tem, temelji na županovanju mestne občine Ljubljana, potem se je iz tega težko umakniti, če ti le zdravje dopušča. Samo še eno vprašanje, mogoče vas, kakšno je posebej v teh imen, recimo, ki se zdaj pojavljajo v igri za ministre, pa ministrice, vse v bistvu mediji del kot nekaj ponavljajo. Ja, to, ker če vse ta, ja, vem, sem to so vse spekulacije, Bojan. Ugotovili smo, da je to pogovor treh, ne, kjer je pravzaprav hermetično zaprt, potem pa določen medij se spomne ta imena, naslednji medij se spomne ta imena. Jaz ne bi špekuliral. Zdaj, vprašanje, ki je pri Janezu Janši, je samo to, ali bojo na ministrskih položajih lojalisti, ali tisti, ki lahko poskrbijo tudi za določeno, bom rekel, področje. Ne, vse me je to zdaj malo presenetilo, no, zdaj sem pač omenil Janšo pa Bruselj, pa vidim, da je bil Peter Meše, ki je te informacije prenesel iz zanima.me iz Bruslja v Slovenijo, ne, ampak zdaj med drugim je napisal nek tekst tudi, v katerem pač omenja, da se vedno bolj govori, da naj bi Romana Tomc, ne, zapustila funkcijo evropske poslanke, pa prišla sem, postala ministrica za ta socialni resor, demografijo, družino, ne, in vse te stvari, se to zdi recimo realno, pa to. Ja. Jaz mislim, da bi mogel biti fokus na kriterije za izbiro, to, kar je rekel Miran. Ja. Če mi vemo, kakšni so kriteriji, potem lahko presojamo, ali pa če so kriteriji ustrezni. Ampak zdaj še ne vemo, zdaj ne vemo. Ne? In jaz mislim, da zaenkrat, prej smo se dosti pogovarjali o tem, kako to gre počas pa metodično. Ne? Če gre počas pa metodično, potem verjetno gre pritrditi saj do neke mere temu, kar je Janša javno povedal. Ne? On je pa rekel, mi smo zdaj uskladili izhodišča, zdaj gremo pisati papir, koalicijsko pogodbo. Ko bodo organi strank potrdili koalicijsko pogodbo, bomo šli v razdelitev resorjev po strankah in pol šele na imena. Ne? Zdaj, je lahko res, lahko ni res, ampak make sense. Ne? Ta izhodišča so zelo hitre, okoli izhodišča se zelo hitro poenotili. Ja, ampak vse neki so v tem delali že prej, ne? Se so že pripravili interventni zakon, pa tako naprej, pa programe strank, verjetno so si prebrali, ker za razliko od Gibanja Svoboda so vedeli, ki jih imajo objavljene, pa so jih imeli, ne? V njih ga niso imeli, tako tudi nisi mogel prebrati. Ne? Tako da, če gre metodično, če gre v tišini, pol je to prav način, na kjer ga se to dela. Vse na koncu bomo itak videli to, bojo vse te dileme odgovorjene. No? Da bi pa jaz imel občutek, da je zdaj že seznam ministrskih imen narejen poimenski, jaz nimam tega občutka, pač lahko imam čist napačen občutek, ampak moj občutek je, da še ni. Nikaj dodati. Dobro. Aljuš, pa Miran, najlepša hvala za vajne komentarje. Vidimo se, kako? Ja, vidimo se prihodnji torek, do takrat pa seveda ne pozabite, ker je Bojan tudi Požara.